Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, Živoslavo, danes bomo govorili o demenci. Demenca v družini ni problem samo tistega bolnika, tistega pacienta, ampak je dejansko velik izziv za vse družinske člane. Čeprav statistika kaže, da največ ljudi z demenco živi ravno doma, pa obstajajo tudi druge možnosti. Danes bomo govorili o tem, ne bomo pa pozabili tudi na vse tiste, ki za dementne ljudi skrbijo. Kajti problem je ravno potem tudi v tistih ljudi, ki čez nekaj časa izgorijo in tudi sami zbolijo, mogoče za čim drugim, in na kakšen način torej skrbeti zase, medtem ko ti skrbiš za nekoga drugega, ali je to tvoj partner, ali tvoj starš, ali kdorkoli pač že je. In kar se tiče same demence, veliko beremo, veliko poslušamo, da to ni zadeva, ki je genetsko pogojena v tem smislu, da sami nimamo nobene moči, pač pa je demenca nekaj, kar je obvladljivega v preventivnem smislu, torej že danes lahko storite kaj, da boste to preprečili. Sicer pa zastrašujoče je, da naj bi se te številke še povečevale, hkrati pa so že zdaj zelo gromozanske, enormne. Poglejmo statistiko, na svetu naj bi bilo bolnikov z demenco ogromno, in sicer več kot 40 milijonov bolnikov, 49, v Evropi 9 milijonov. Slovenska statistika pa kaže, da imamo v Sloveniji 32 tisoč bolnikov za demenco, in teh 32 tisoč vsaj še 3-krat toliko ljudi se dejansko ukvarja z njimi, se pravi, jih to prizadane oziroma so vključeni v to. Je pa res, da je demenca v smislu zdravljenja uradne medicine tudi zelo draga zadeva, zato gre ogromno denarja vsako leto, in v naslednjih 20 letih naj bi se število bolnikov z demenco podvojilo, torej smo v slabi koži, kar se tega tiče, in danes bomo govorili o tem, kako to preprečiti oziroma kako lahko zase boljše poskrbijo tudi tisti, ki skrbijo za dementne bolnike, ker to je včasih velik izziv. Tale trenutek pa preverimo, kaj je Sanja Lončar povedala o sami demenci in na kaj moramo biti pozorni. Posebej, ko gre za živčeve možgane, ki so bolj počasni pri prenovi, kožo je lažje obnoviti, se je treba lotiti takrat, ko začutimo, da bi ti organi rabili malo več podpore. Torej, naš napor je bil v tem najti res preverjene naravne rešitve, s katerimi bomo okrepili, regenerirali, počistili, preprečevali nalaganje teh smeti, ki peljejo res direktno v demenco, Alzheimerjevo, Parkinsonovo, kar si nihče ne želi. Nihče si torej ne želi teh bolezni, in mi imamo to moč, da preprečimo te stvari, in sicer, da smo pozorni, kaj vnašamo vase in dejansko tudi nase. Sanja Lončar je v eni drugi oddaji, ki je dostopna na YouTube kanalu, govorila dejansko tudi o tem, kako je alufolija tista, ki jo moramo absolutno dati ven, kajti aluminij precej obremenjuje možgane, in ko to enkrat dobiš v telo, dejansko zelo težko spraviš ven. Govorili bomo tudi o rešitvah, kajti tukaj, kaj je treba spravi te težke zadeve ven, so res perfektne ekološke rjave morske alge, ampak pustimo zdaj to, prisluhnimo še Grošljovi Sabini, ki je tudi sama imela kar nekaj izkušenj iz teh področjih, in dajmo pogledati, kaj je povedala, to je zelo pomembno. Mi smo vedeli za aluminij, ok, pa Alzheimerjevo bolezen, to tle imamo neke povezave. Ko je odkril povezavo živo srebro, ki preide čisto vsa tkiva, vse celice, povsod ima dostop, in da povzroča na nek način tudi Alzheimerjevo bolezen, so mu ukinili vas denar. Ker če imamo dovolj magnezija, potem je manjša možnost, da nam recimo aluminij zaseda mesto za magnezij, recimo v možganih ali pač v drugih tkivih. Aluminij ima zelo velike preference za tri konce naše, tako da bi rekla, dovolj magnezija je osnovni pogoj.
Torej, dovolj magnezija, kot ste slišali, je osnovni pogoj, da lahko grejo te zadeve ven. Zdaj pa magnezij je seveda problematičen, kar se tiče torej oralnega zauživanja v smislu tabletk, kapsul in vsega ostalega. Zato je najboljše nanašati magnezij preko kože. Torej preko kože v obliki magnezijevega gela. Recimo, sami smo tudi obiskali v Bolgariji kar nekaj zdravnikov, kar nekaj fizioterapevtov, ki magnezijev gel uporabljajo pri drugih zadevah, ampak tudi kar se tega tiče, je torej bistvenega pomena. Še bolj bistvenega pomena pa je to, da se zavedamo neznanih razlogov, ki povzročajo dejansko demenco, Alzheimerjevo, Parkinsonovo in tako naprej. In sicer prva stvar je ta, da zgubimo občutek za žejo. Torej, skozi smo lačni, lakota in žeja se dejansko zamenja oziroma žejni smo in naše telo nam niti več ne sporoča, da smo žejni. Potem je nemirno in neredno dihanje, ta miselna obremenjenost, se pravi tuhtamo, ves čas tuhtamo, nekaj razmišljamo, kaj pa če, kaj pa da, kaj pa če bi in seveda tudi preveč sevanja. Živimo v času, kjer je zrak okrog nas dejansko električno prevoden in to je prvič v zgodovini vsega ostalega. In pomislite, nasploh starejši ljudje imajo težave ravno s tem, zelo plitko dihanje in pa seveda ne pijejo vode, premalo vode, juha ni voda, vino ni voda, sok ni voda, voda je voda. Tudi čaj in vse zadeve dejansko dehidrirajo, tako da treba je piti vodo in to kvalitetno vodo, da pridemo dejansko do tiste ta prave stvari. In kar se tiče dihanja, tukaj lahko sami doma, dragi gledalci in gledalke, naredite test. In sicer, glejte, koliko vdihov in izdihov imate v eni minuti. Če je to število večje od 10, potem dihate prehitro in lahko imate tudi težave v vratnem delu, zaradi tega, ker se začnejo aktivirati neke mišice, ki načeloma niso in naš prav muskel fiber dejansko lahko. Zelo pomembno. In dajmo pogledati preventivo, torej preventiva pri sami demenci kot taki, v smislu tudi ostalih Parkinsonove in tako naprej. Tole so preverjene stvari. Glejte, preverjene stvari za vas, za vašo družino, za vse. Torej fizična aktivnost, že sama hoja, že sami pogosti sprehodi, takoj za 40% dejansko zmanjšajo zadevo. Potem, da imaš dobro socialno mrežo, da greš na kofetke k sosedi, da se družiš s prijatelji, da greš v neka društva, v neke take in drugačne organizacije. Saj nima veze kaj, samo da se ti družiš dejansko z ljudmi, da hodiš na delavnice, na predavanja, na vse take in drugačne zadeve. In seveda tukaj pa potem gremo na to, kaj pa še dodajamo vase v svojo telo. Absolutno je kurkuma odlična. A kurkuma kot taka, če bomo uživali kot neko začimbico, ne bo dovolj, kajti kurkuma vsebuje nekaj odstotkov, 1 do 3 tam nekje, kurkumina, ki pa je zelo, zelo fantastičen, kar se tiče ohranjanja naših možganov in vsega ostalega. Ampak tukaj morate znova biti pozorni, da zberete pravi kurkumin, ki nima sintetičnih ojačevalcev, ampak ima dejansko naravno ojačan z kompleksom, torej da je zraven piperin, itd., itd., itd. Na svetu obstaja samo en ekološki kurkuminski kompleks, ki ima patent za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni, sicer v Združenih državah, in tega smo uspeli pripeljati v Slovenijo. Več lahko najdete na naši spletni strani ali pa če pokličete svetovalke. No, druga stvar, ki pa je tudi odlična pri sami preventivi, pa je torej tudi dodajanje ekološkega, zmeraj govorimo o ekoloških stvareh, torej o ekoloških rjavih morskih algah. Zakaj? Zaradi tega, ker pomagajo, da se naši možgani operejo. Po noči namreč potekajo take in drugačne
stvari, procesi, ki dejansko omogočajo, da gredo strupnine in da gredo te stvari ven. Seveda je treba, ne smemo imeti potem težav z nespečnostjo, da ulovimo tiste ta prave ure, da se dejansko iz naših možganov in iz celega telesa grejo ven. Kajti kot ste slišali Sanjo Lončar, kot ste slišali Sabino Grošelj, problem so kovine, težke kovine, ki se torej nalagajo in ne samo težke kovine, še marsikaj drugega, ampak aluminij je tisti, ki je zelo problematičen, najbolj problematičen. In ko govorimo o problematičnosti same demence, sama demenca ni problematična samo za pacienta, problematična je namreč tudi za tiste, ki skrbijo zanje. In tukaj se pojavlja drug problem. To pa je problem tistih, ki izgorijo, dobesedno izgorijo, ko skrbijo za nekoga, in statistike kažejo, raziskave kažejo, da se tem ljudem dejansko tudi telomeri, ki so zadnji končki DNK-ja, se jim krajšajo, torej imajo zelo veliko obremenitev, in tukaj bi definitivno bilo več kot dobrodošlo, da se majčkeno bolj organiziramo in da tisti, ki skrbite za bolnike z demenco, da imate dobro podporo. Zdaj, ta podpora je lahko na večjih frontah. Absolutno je to ena izmed stvari, ki je nujna, da si vsak dan privoščite vsaj 15 minut sprehoda. Vsaj 15 minut, da greste dejansko zase in da greste v naravo, ne v shopping center, v naravo, zaradi tega, da vplivajo na vas tudi fitoncidi in vse ostalo. In sicer odlično je tudi, da vključite v svojo prehrano adaptogene. Adaptogeni so rastline, ki imajo torej odlične sposobnosti, da uravnovesijo naš kortizol, uravnovesijo procese v telesu v tem smislu, kaj je treba popraviti, kaj ni treba popraviti, in adaptogene rastline, to, kar zmorejo, da najdejo dejansko točno žarišče, kjer so se zadeve začele majčkeno kvariti, in da to popravijo. Tega ne zmore nobeno zdravilo na tem svetu, kajti manjka inteligenca narave, ki pa adaptogene rastline, ki seveda živijo oziroma rastejo v neoporečnih okoljih, imajo ohranjeno. In to še ni vse. Kaj še lahko naredijo tisti, ki skrbijo za nekoga, ki imajo torej demenco, ali pa to velja tudi za vse ostale, mogoče po kapi ali pa ne vem, kakorkoli pa že. Poglejmo, kaj smo še tukaj dodali na ta miselni vzorec, na ta seznam. Dodali smo torej, da izkoristite pomoč, vso pomoč, ki jo torej lahko dobite. Torej še enkrat, podpora za skrbnike dementnih, ne samo dementnih, tudi ostalih, da ne izgorite potem skrbniki, ker skrbniki ste na velikem udaru. Torej vsak dan 15 minut sprehod v naravo, pomembno je naravo, adaptogene dodati, kombinacija čaga levterkok ali čaga rožni koren bo odlična, in pa izkoristite vsako pomoč, ki jo dobite. Torej, mogoče od vaših sorodnikov, od prijateljev, zmenite se z njimi, kako, na kakšen način, lahko pa dobite pomoč tudi od države. In sicer na telefonski liniji nam bo magister Dejan Premik povedal, na kakšen način lahko zaprosite torej za pomoč, da dobite pomoč tudi od države. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lahko povedali? Za njo lahko zaprosijo upokojenci s stalnim prebivališčem v naši državi, slepi in slabovidni, ki so zaposleni oziroma opravljajo dejavnost, slepi, ki so zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu, nepokretni in zaposleni, ki opravljajo dejavnost primerno s svojimi zmožnostmi. Poznamo 3 kategorije, in sicer dodatek za pomoč in strežbo za večino potreb, ki je vreden 150 evrov, za vse, ki je vreden 300 evrov, in za najtežje prizadete, torej tiste, ki potrebujejo 24-urni laični nadzor oziroma pomoč strani zdravstvene nege, ki je vreden 430 evrov. Za njega lahko zaprosijo tako zavarovanci sami oziroma po njihovih pooblaščencih ali pa preko svojega osebnega zdravnika.
Najlepša hvala za te informacije. Torej, tudi država nudi pomoč in prav je, da jo torej izkoristimo. Hvala, ker smo se lahko obrnili na vas. Mi pa smo torej danes govorili o demenci in o tem, kako in na kakšen način lahko podpremo, kako lahko preventivno in vse ostalo. Torej, poglejmo še enkrat tisti vzroki, neznani razlogi, ki jih lahko preprečimo mi vsi, da do tega ne pride. Kajti slišali smo, v naslednjih 10 letih se bodo številke še podvojile, pa že zdaj so previsoke, so sledeče. In sicer žeja, izguba pristnega občutka žeje, torej pite, pite, pite. Kajti, če nimamo dovolj vode, lejte, nič ne more delovati. In sicer poglobimo dihanje, torej poglobimo dihanje, predvsem poglobimo izdih. To tudi pride do tega, da parasimpatično-simpatično živčevje dejansko začne se izklapljati, preklapljati. Neprestana miselna obremenjenost, to tuhtanje, zaradi tega tudi pride potem do stvari, kot so dejansko nespečnost in take in drugačne stvari. Tako da umirite tudi svoj tukaj so odlične vaje, tai chi, qigong, meditacija, že sami sprehodi, tudi s tem boste dejansko preprečili in preobremenjenost dejansko sevanjem. Tukaj, kar se pa samega sevanja tiče, pa lahko upoštevamo sledeča navodila oziroma nasvete. Ne uporabljajte telefona, kadar se polni, ne uporabljajte telefona, kadar se vozite, izklapljajte Wi-Fi po noči oziroma kupite tisto vtičnico, da lahko dejansko sprogramirate, kot recimo pri akvariju. Potem pa upoštevajte tudi to, da se pogovarjate na zvočniku in ne pozabiti na pasivno sevanje nekoga, ki govori po telefonu 1,8 metrov okrog sebe, tudi vsem ostalim daje konkretno dozo, zato bodite, torej imejte to distanco kot tako in pa zavarujte dejansko svojo spalnico, predvsem po noči mora priti do teh procesov regeneracije, pri čemer pomagajo torej ekološke rjave morske alge, ampak moramo biti torej izven sevanja, v temi, brez modre svetlobe in tako naprej. Kaj torej še enkrat lahko naredijo tisti, ki skrbijo? Torej tisti, ki skrbijo ali skrbite za bolnike, za dementne, za ostale. Torej vsak dan 15 minut sprehod, uživajte adaptogene, izkoristite torej vsako pomoč, ki jo dejansko imate in na takšen način boste naredili zares veliko. Iz svoje kuhinje pa dejansko izločite vso uporabo alufolije, aluminij torej je problematičen in tukaj na tem mestu absolutno veliko lahko naredite sami, veliko lahko naredite zase in ne pozabiti torej, ravno pri ljudeh, ki skrbijo za nekoga, se največkrat potem pojavi, da se sistem poruši, da pride dejansko do izgorelosti. O demenci smo veliko govorili tudi z ostalimi gosti in kaj, povabim vas na YouTube kanal Klepet ob kavi in na YouTube kanalu Klepeta ob kavi imate ogromno minulih posnetkov. Poglejte si te posnetke, kajti na voljo so vam brezplačno, pridobite informacije in delite jih seveda z ostalimi in pa poskrbite zase. V oddaji Klepet ob kavi pa danes še marsikaj drugega zanimivega, ostanite v naši družbi.